Nadaljujemo pa z izletom. Kam me boš peljal? Nedaleč, 3 metre stran. Ampak, če pa kaj zajez bo v redu. Bo. Veliko večji projekt je pa, ko se z malčkom odpravljamo na pot, morda na izlet, da ni postankov in ne je volje zaradi lakote. Ja, v naslednjih minutah bomo s prehransko svetovalko predstavili nekaj idej za zdrave in hranilne prigrizke, ki jih lahko kadarkoli s seboj odnesete na pot. Čas je za rubriko Moj otrok. In dobro jutro, z nami je Katja Simič. Dobro jutro. In obložena miza. Zdravo, pisano, pestro. In všeče. Tako da je za oči prijetno, ker potem je več verjetnosti, da bojo otroci to poskusili. Ja, ampak so pa zato toliko bolj lačni kar naprej, ne? Ja, to je mogoče res, ampak če je obrok nekako hranilno in energijsko uravnotežen, pa da je zraven dovolj beljakovine, prehranske vlaknine, potem ta občutek sitosti dlje traja in mogoče bo manj tega. Lahko rečem teženja, ali rečem kaj lepšega, nerganja. Ampak kako se lotiti prigrizkov, ker tukaj je res zelo pisano, hranilno. Zdaj, koliko časa ste porabili, da ste pripravili to? Pa ni na koncu spet toliko veliko. Zdaj, v resnici poskusimo vedno res izbrati te barve, zaradi tega, ker nekako to je otrokom vsem zanimivo. Damo jim stvari, ki jih imajo oni radi. Mogoče pa tudi lahko oni pomagajo pri pripravi. Naprimer, jaz imam prijateljico, ki ima hčerkico, je še v vrtcu in vsakič, ko prije k meni na obisk, hoče sadne ražničke. K njim damo samo sestavine, narežemo pa sama pika recimo gora. Se ni treba, da zdaj vse mi sami pripravimo za njih. Ampak vendarle pomembna je organizacija, kako se zorganiziramo. Kaj je tisto najpomembneje, kako se organiziramo? Prva stvar je že to, da imaš mogoče ustrezne posodice, da lahko sploh stvar vzameš s sabo. Se pravi, da imamo nekaj praktične zadeve, ki se ne bojo razbile, ki so mogoče pa vseeno dovolj trdne, da lahko v torbo daš noter, tako da tukaj je. Pa se pa v resnici, zdaj, če gremo na izlet, skoraj ziha rabimo energijo, se pravi nek sadje, take sladke stvari, so v redu. Zdaj tukaj imamo sicer tudi 2 predloga, recimo mafinov, eden je kot pica mafin, je v bistvu testo za pico, pa zelenjava noter narezana, pa kuhan pršut oziroma neka salamica, sir ali pa jajčni mafini recimo. In to je ena taka zelo preprosta stvar, ker v resnici ti narežeš zelenjavo, seveda tako, ko jo bo otroci jedli, zdaj to dvoje je po mojem okusu narejeno, umešaš jajčka in daš v te mafin posodice in gre v pečico in te pa v resnici vzelo samo tisto rezanje zelenjave časa. Ni tako recimo kot, da bi palačinke, ki jih moraš res peči, ali pa da bi jajčka recimo pripravljal, ampak je to v bistvu taka stvar, ki se pa speče, 12 jih je lahko naenkrat, če imate 2 pladna, jih je lahko 24, če je večja družina in se potem samo vzame, recimo nekaj še zraven, zdaj sem dala sicer za nalašč tele vafle, lahko je košček kruha, žemalca, karkoli. In je v bistvu v resnici jajček, zelenjava in je tako zelo hranilen, zelo nasiten tudi obrok, to go. Edina stvar, ki je tukaj mogoče opozorilo, da mogoče je fino, če je to poleti, da je to potem še v neki hladni torbi. Da ni kar, da daš v avto. Za pozimi ni taka kriza, recimo za kakšno smučarijo, ostane v hrbtniku, in ni problema. Te pice na drugi strani so pa ravno tako, se pravi, zdaj imamo več možnosti tudi, kako jih je samo vzela te velike listke, zato da lahko tudi zapreš. Lahko daš v trdo posodico. Lične posodice. Tako, da recimo, če gre otrok, na športni dan šolo, da pač v torbo vrže, oni ne bojo pazili, mi pazimo. In je fajn, da je pol bolj taka stvar, pa da ni, da se lahko razbije. Ampak še nekaj mi diši, zelo blizu. Kaj je to? Čokoladni brownie? To je pa zdaj čokoladni brownie, ki pa v resnici ima noter skrivno sestavino in ta skrivna sestavina je fižol. Tako da so v resnici fižolovi brownie, je ogromno kakava, ogromno čokolade, se pravi, se ne čuti ta fižol. Tudi to zadevo sem prav naredila in dala od prijateljice sinu za sprobati, ne mu povedati, kaj je noter, in mi je včeraj zvečer poslala sporočilo, rekla, je naj prav 9 od 10. Tako da ni, Preverjeno. Ja, preverjeno. Je pa malo suho mogoče in zato imamo recimo zraven, v tem primeru je domača marmelada jagodna, lahko bi bilo pa kakšno tako sadje, če doma delate recimo kepca vaniljevega sladoleda, pa vroče pa vroče maline, tako je vrhunsko. To ni za na izlet. Ne, to ni za na izlet. Tako da jaz sem si recimo vzela tudi takele, da so v bistvu povoskani papirčki, da zavijaš, In kaj je treba recimo paziti pri malcah za izlet za otroke, a oni še lahko grizajo. Ali so zobki zmajani, Ker recimo jabolko in mandlji ni okej, Se pravi, malica za nekega otroka zaradi tega, ker ne more gristi in ne bo pojedel. In včasih se s tako stvarjo zafrkneš, ker pač
si dobro razmišljal, pa vse nisi pa pomislil na tako stvar. a ne. Tako da, Ja, v bistvu mene zdaj ima, da bi tale brownie pojedla oziroma malo še dodala te marmelade, ampak nimamo pa žličke. Ne? Kako pomembno je, da ne pozabimo na pribor, ko gremo na izlet. Točno to. Zdaj, recimo tukaj imamo tudi en primer sadnih ražničev. Lahko so z mešanim sadjem, lahko je tudi recimo samo grozdje. Zakaj je to fajn? Ravno zaradi tega, ker samo pozobaš, zraven je pa recimo jogurt. In sem za nalašč dala tazga v posodico. Če veš, da ne boš imel pribora, raje vzameš tistega, ki se lahko spije. Tako da pač moraš paziti, da si na nek način pripravljen na vse, oziroma da imaš s sabo pač neke zadeve. Kaj pa, če izlet pride na hitro, gremo čez 5 minut, ne, pa nimamo časa za pripravo ražničev, mafinov, brownijev in tako naprej. Kaj pa potem? Tako. Ena taka super zadeva je recimo jabolko in arašidovo maslo. To imam pa za vaju tudi izziv. Poskusite. Imamo tukaj le vse pripravljeno, jabolček je ponovno v taki embalažici, da se ne bo obtolkl. Pri jabolku je problem to, ker oksidira. In če ga bomo vnaprej narezali, bo pač ne bo zgledal in se ne bo pojedel. Ravno zato, recimo, če delate ražniče, je fajn, da tako sadje, ko vzdrži. A boste sama poskusili? Bom jaz. Igorka, najbližje bo prevzel. Vodo ste umaknili, brez vode nikamor. Na krhalček. Ja, to imam pa tudi ravno to. Ja. Brez vode nikamor, lahko je tudi čaj in fino je, če je pač steklenička, ki je malo na termovko. Se pravi, da je ohrani toploto ali pa tudi po zimi hlad. Ker včasih, a ne spet otroci hočejo iti, ne vem, mogoče po kakšno trgovino, po kaj zapiti, to je ponovadi pa sok ali pa je recimo kakšna gazirana pijača, ker je hladna in pa še hladno. Tako da je tudi za poleti čisto okej, če date v tako pač posodico. Lahko dodamo kakšen list mete ali pa kaj podobnega. Seveda, ali pa malo meta, lahko se da malo limonce noter, lahko je pač karkoli, ali pa tudi konec koncev nek razrečen sadni sok, ne vem, jabi, voda, ne, zakaj pa ne. Sploh, če je recimo ta izlet aktiven in da se itak potrebuje energija. Še nekaj imamo tukaj, ne? Datli. Tukaj so pa datli, ponovno z arašidovim maslom in potem so zraven brusnice, se pravi, imamo v bistvu suho sadje, kar pomeni, da je res energije veliko, tudi to je bolj taka malca za aktivne izlete, kakšne hribe mogoče, ker je majhna, kompaktna, ali pa oreški. S tem, da pri oreških je treba spet paziti, a bojo lahko zgrizali. Recimo pistacije, ko so notri, so mehkejše, lešnike pa trši orešček. Zdaj pa malo zajet. Lahko z nožem, lahko pa tudi skrkli noter. Vse, če so sami domači, ni problema. Problem je pač pri nas, ko si recimo delimo, če bi zdaj vsak svojim krhlom noter zajemo, pač nismo ravno. Arašidovo maslo ste tudi sami naredili? Lahko ga naredimo sami, lahko pa ga tudi kupimo, s tem, da je pa treba paziti, da je 100% arašidovo maslo. Se pravi, da ni recimo zraven kakšnih sladkorjev dodanih ali pa olja ali pa karkoli. Dobra kombinacija. Gre, a ne? Gre. Bi se človek hitro navadil. Vse. Na sladko, ne? Ampak dobro, zdaj tukaj vidimo, malo imamo sadja, zelenjava, malo beljakovin. Zdaj, kako pomembno je, da pač upoštevamo vse te hranilne vrednosti, ki jih pač otrok mora dobiti čez dan. Zdaj to je en vidik, sigurno je, čeprav v resnici tisti en izlet ne bo porušil recimo celega sistema. Če otrok pač zdravo je, pa tudi na koncu koncev, če bi mu na izletu dal neke bombone ali karkoli, ni spet taka težava. Bombončki pa morajo biti. Problem pri bombončkih večji je sladkor oziroma to, ka zobke potem ne pucamo na izletih. In ravno zato je recimo tudi jabolko ali pa pač neka taka zadeva, da ti v bistvu tudi zobove na nek način ščisti. Da niso zdaj oni dejansko 6, 7, 8 ur z nekimi umazanimi zobki. Tako da tudi ta vidik je vseeno tudi pri odraslih pomemben, pri otrocih pa seveda tudi. Verjetno pa je pomembno tudi to, da z jedmi ne spodbujamo, ne vem, recimo neke žeje. Vi ste prej omenili, da ste v pico dali kuhan pršut oziroma nekaj takega. Je bolje, da se tem stvarem izogibamo ali je vseeno, če imamo dovolj? Če je zraven recimo dovolj pijače, je v redu, pa tudi če je recimo aktiven izlet, včasih je pa treba nadomeščati tudi elektrolite in soli. Je pa dejstvo, da je tukaj noter tega kuhanega pršuta zelo malo. Se pravi, več je zelenjave, zdaj sem dala noter bučko, olive, papriko, tako na ta način. Kaj to narežete na drobno in kar v maso zmešate? Ja, tako. Tako, ni tako zapleteno. Prvič, ko delaš je, drugič se pol že malo navadaš, tretjič si pa že na avtopilotu, pa narediš hitreje kot sendvič v resnici. Ampak recimo, kaj pa otroku ponudimo za zajtrk, preden se odpravimo na izlet, tako da ga čim bolj nasitimo, da ni prva stvar, ko se usedemo v avto, mami, kaj ima za jesti. Čeprav kljub temu to ponavadi je. Vem, ponavadi je, se strinjam, pri nas.
zdaj tako, da v bistvu v resnici veliko nasitno vrednost dajo beljakovine in pa prehranske vlaknine. Se pravi, recimo zajtrk pred izletom bi bilo kakšna jajčka mogoče, ali umešana, ali kuha, pač karkoli ima otrok rad. Tudi mogoče kakšne palačinke, kaj tazga, ne? Pa da se dejansko naredi potem neka polnozrnata muka, mogoče kruh semeni, če pač pride česa, ne? In na ta način, da se v bistvu nekako uravnoteži. Je pa včasih tako, da telo signalizira lakoto z žejo. Se pravi, lahko da so žejni, da sploh niso lačni, ne? Ampak se nekako na ta način potem telo odzove. In velikrat smo odrasli taki, ali pa mogoče, ne vem, jaz sem drugačen trener plesa in ko smo dali otroke na avtobus pa na pot na svetovno prvenstvo 18-urno, prva stvar je bila nehite piti, ker raž bomo skozi slulat hodila, ne? Ja. In tudi v domačem avtomobilu pogosto to naredimo, ne, zdaj pa namo pil, mi moramo 3 ure do tja prideti, brez ustavljanja in se potem ta lakota v bistvu pojavi, čeprav je v resnici žeja. Kaj pa jim ponuditi za piti? Je dovolj voda ali je bolje kakšen čaj, kakšna limonada? Zdaj tako, Kako je z z žejo gaziranjem načeloma vodo nadomeščamo. Sploh, če je recimo res toliko hrane, ki ima neke okuse, ki ima neka hranila, ki ima recimo sladkor, pa čeprav je v obliki fruktoze, a ne, se pravi, se pa boljš v bistvu z vodo nadomešča to izgubo tekočine. Gazirane pijače bi se jim jaz probala izogniti, tudi če otroka navadaš na te intenzivne okuse, ki jih ponujajo pač take pijače, ali pa bombončki recimo, a ne, je težko bojo pol zadovoljni z jabolkom, ne, pa krhlom nekega mal takega, vse, ne bom rekla brez okusa arašidovega masla, ampak ni pa to te intenzivnosti, a ne. Tako da se pravi, čim bolj raznoliko, pa dejansko, če je potrebna energija, greste na sadne dodatke, vedno je fajn, da je nekaj svežega, sadje ali pa zelenjava, a ne. Če rabite, da je mogoče, da je to, ne vem, izlet, mogoče bolj tak sedeč, ne vem, na plažo ali karkoli, a ne, se potem recimo mogoče tega sadja malo izognemo, da ni unga šugaraša pola, ne. Če greste pa v hribe ali pa na smučanje, drsanje, nekam hoditi, pa absolutno sadje tista izbira, ne, ker bo telo hrepenelo po tej energiji. Ja, zelo dobro, no. V bistvu jaz sem kar postala lačna, ker res vse tako dobro diši in verjamem, ne, če to ponudimo otrokom, bodo z veseljem vzeli. No, pa ti kar poskusi. Hvala lepa. Hvala. Hvala, Igor, hvala, Katja. Mi pa si vzamemo kratek predah, kmalu bomo spet z vami, vmes pa le skočite na naša družbena omrežja. Tudi tole, kar smo tukaj pripravili, bo zelo hitro gor. Ostanite, takoj smo nazaj.